Dame in gospodje, reporter Milan sem ponovno na sledi resnice. Svet pa tudi seveda Slovenijo vznemirja novo opozorilo Svetovne zdravstvene organizacije, ki je povedala, da je vso predelano meso in ob bok temu tudi vso rdeče meso kancerogeno oziroma da povzroča raka na debelem črevesu. In seveda, kaj zdaj to točno pomeni in zakaj velja, to bomo izvedeli še zagotovo v prihodnjih dneh ali pa v tem trenutku, kajti obiskal sem enega od največjih in najbolj renomiranih mesarjev tukaj v Mariboru in okolici. Zdaj z imeni ne bomo, da ne bomo delali po nepotrebnem reklame, ampak vseeno, dober dan, gospod, pozdravljeni, lepo, da ste si vzeli čas za mene. Ja, no, 2 minuti, zdaj se vidite, da imam pune roke dela, da zdaj to narod ni tak nor, da bo temu nasedel, mi moramo dati vun stvari, ne, normalno. Torej, vi pravite, to... Čujte, to je svinjarija, da se tak izrazim po naše, mislim pa, kaj ste vi zmešali, kite, to naši fotri, dedeki, babice, ne vem, prabajice, vsi so na meso odraščali, evo, foter moj je v takem šoku, da je šel na rap, ko nikoli ne gre zdaj za krompirjeve. Na rap, rekel, jaz grem na rap, ko je čubri pošli, sem rekel, kam greš na rap, je rekel, ne moram več tu vzdržati. Hrvat to ni dal vun, je rekel, grem tja. Deda, evo ga še zdaj tu, 96 let, lahko rečemo zdrav, tudi hodi še, sicer je na vozeku, ampak tudi hodi, ko je treba, lažemo na vozeku, se napravlja, ga mi tišimo, celo življenje na meso. Celo evo za zajtrke, cvirke jedo. Aha, vidim ga, ja, tam sedi, ja, zraven z vami za pultom. Ja, vsega lahko, deda, kak je? A, to je... Ja, dobre volje, ker to je tak, ne. Če je tiho, te slabe volje, te nekaj narobe, vse tudi govori, ampak zdaj ne čuti potrebe. Mislim, zelo racionalno se skozi vsa leta obnaša. Kaj si začino Krajinske? Ja, čaki, če se menim tu. Eno, da ne bomo pozabili. Jaz ne pozabo, počaki tam malo. A, vidim, da je proizvodnja polna. No, zdaj meso primerjati, če ti daš otroku malemu, isto, kot da jim cigaret prežgal, čujte, to je res kriminal. Pa kam smo mi to prišli, čujte. Jaz prvo, kaj se za sebe spomnim kot otrok, je ne darila. Da sem dobil kos svinjskega vlape, kak mi je bilo dobro, kak mi je to dobro delo, kak sem rastel, kak sem čutil, da prste močno dobivam, ne. Sem imel mlajšega brata, pri 4 leti sem ga nosil, čute, od kolerabe pa Koreja, pardon, to so vitamini, ampak niti tak približno, ko šnico svinjske mi ni. Ne, deda! A to pa zdaj 2-krat bilo? Ja ne, svinjsko smo menili, pa čaki, se si jedel zjutraj. Krvavicem te jaz skup naredila maso. Ne boš, pusti meni, kaj se ti vtikuješ? Ja, mora biti top nareto. Veš, da imamo 100 kil naprej naročeno. No, skratka, vi pravite, da to je nezaslišano. Ne, gledajte, tu so zdaj svinjo, teletino, govedino, vse noč so vključili, razumeš, ono predelavo, rdeče, ker na debelo črvo, pa to, čujte, se meni to ni za poslušati. Zdaj kao poram pa kura sta izeta, zdaj pa, če mi damo enega piščanca, pa higijenski minimum nareji, mislim, lepo vas prosim, toliko se vsi spoznate, kaj kura pobira, pa ki hodi, pa ki rova, tako da, ne. A, deda vas kliče? Ne, čuje, da sem kura, rekel, nije rad. Suho nemo gre dol, tako da ni šans. Čuj, ti veš, da deda dopoldne paziš? Ne, ti veš, vse pa ga imam tu. Ja, tako je bilo na zadnje. 2 ure je bil v hladilnici not, tako je bilo mrzlo, da mu to ta troba več ni delala. Dobro, daj mir, no. In kak bi zdaj vi imeli na svet glede tega? Čujte, ne nasedati, jejte meso, ker brez mesa ni. Aha, deda hoče nekaj povedati? Ne, mojo misel je končal. Dobro je, deda. Dragi dame in gospodje, da naslednjič ne pozabite, resnica ni plenica, pa vendar marsikomu smrdi.